Živijo, Jaka, kje sva danes in zakaj sediva sredi kupa odpadkov? Sva na bolj kot neskrivni lokaciji in res odpadkov je ogromno, ampak niso od tukaj. Pobrali smo jih po cestah, lokalnih, regionalnih, ob avtocestah in na počivališčih, zato da bi ugotovili bolj podrobno, kaj v resnici vse je med temi smetmi. In kaj lahko tukaj vidimo? Kaj je med temi odpadki? Vidimo, da je veliko še ene embalaže, od pijač do drugih zadev. Za nekatere te izdelke imamo celo cilje na državni ravni, glede zmanjšane količine porabe, glede nekaterih zadeve smo tudi našli, ki so že prepovedane, pa jih ne bi smeli več najti med smetmi. Potem nekatere zadeve, ki so tudi mene presenetile, da smo našli naprimer pivo, ampak ne popito embalaže piva, ampak nedotaknjeno pivo. Kdo to vrže celo stran? Gorenci najbrž ne. Najbrž ne? Ja, ok, torej nekako se zdaj skušamo s temi raziskavami vplivati na sistemske spremembe, kako bo točno ta raziskava poteka in kaj nam bo prinesla. No, eden od razlogov za to raziskavo je, da bolje poznamo točno, katere vrste odpadkov so na terenu, da pa tudi lahko ocenjujemo, ali je naša zakonodaja primerna, da to v resnici ne konča več v naravi v končni fazi. In ravno zato, ker se obeta, da bomo tudi v Sloveniji uvedli kavcijski sistem, depozitni sistem, torej ko mi kupimo embalažo pijače, pa če je to plastenka, piksna ali pa steklenica, da dobimo potem povrnjeno, če jo pravilno vrnemo, ne vržemo, bomo imeli podobno kot na Hrvaškem in v večini Evrope vsi finančno spodbudo, da pravilno ravnamo s temi odpadki in jih ne bomo več našli ne po koših, ne v naravi. In naš namen je, da naredimo posnetek stanja pred uvedbo tega kavcijskega sistema in po uvedbi bomo lahko v tem primerjali, koliko manj smetenja je v resnici to povzročilo. To se sliši super, gre za sistemske spremembe, ampak v bistvu ne rabimo čakati na neke prepovedi in spodbude za to, da bi zmanjšali količino teh odpadkov, ki pristanejo tako v naravi, na postajališčih, kot tudi med samimi odpadki, konec koncev. Današnja tema je namreč nakupovanje brez oziroma z manj embalaže in Jaka, evo, kaj bi lahko tukaj nadomestili z nekim izdelkom za večkratno uporabo. Zdi se mi pomembno povedati našim gledalkam in gledalcem, da ni samo plastika problem. Problem so v bistvu vsi izdelki, ki jih uporabimo zgolj enkrat in potem zavržemo. In kaj imamo tukaj? No, pred nama je mogoče zelo očiten primer teh kavnih kozarčkov ali pa šalic, ne vem, kako rečete temu, kavopivci. So izdelki za enkratno uporabo, izgledajo, kot da so iz papirja, ampak imajo vsi tudi plastično zaporno plast. Tako da je podobno kot tetrapak zelo kompliciran material, ki ga ni tako enostavno reciklirati. In to je res enostavna zadeva, ki lahko vsak svojo šalico prinese, ki jo bo prav po uporabi. In naš končni cilj seveda je, da ob naslednji analizi tega dela sploh ne bi več našli. Da tega kupa ne bi bilo, ker bi večinoma vsi uporabljali te izdelke za večkratno uporabo in bi na ta način prihranili sebi nekaj denarja, okolju nekaj in tudi manj davkov bi na koncu plačevali. Za Ekologe brez meja to ni prva raziskava na temo plastike in odpadkov. Leta 2017 smo imeli projekt Plastika naša vsakdanja in smo izvedli tako imenovan popis košarice dobrin. Kaj smo takrat ugotovili in je morda zanimivo za naše gledalke in gledalce? Ja, takrat smo se res posvetili embalaži teh izdelkov, ki jih statistični urad smatra pod košarico dobrin. In ugotovili smo zelo različne stvari. Ena ugotovitev, ki je zaskrbljujoča, je bila, da je veliko izdelkov prepakiranih, da je razmerje med količino izdelka, ki ga dobimo v embalaže, ali pa število slojev večkrat neučinkovito. Potem smo ugotovili, da je veliko izdelkov še vedno pakiranih v neke nestandardne plastike, imajo simbol 7 noter in to pomeni, da se tudi, če jih ločeno zberamo, kar jih v Sloveniji večinoma že, ne bojo reciklirale, ker jih je težko ločiti, gre za celo družino različnih kemikalij, za razliko od, naprimer, od polietilena ali pa, ne vem, polietilen tereftalata iz plastenk, kjer je zelo sorodna kemična sestava in ni problem. Tako da, nažalost, smo velik delež teh plastik, teh embalaž odkrili. Ugotovili smo tudi, da če samo primerjamo po masi, ta učinkovitost
ni pravična do stekla, naprimer. Za steklo že imamo sistem povratni uveljavljen, ampak steklo je težje. Ne? In seveda, če primerjamo 1 liter olja v steklenici ali pa v plastenki, steklo izpade precej slabše, čeprav je precej boljše z vidika zdravja, okolja in neke dolgoročne ponovne uporabe, ker steklo lahko ponovno uporabljamo in recikliramo praktično v nedogled, plastiko pa samo nekajkrat in tudi kopičijo se razni te problematični aditivi v njih. Ok, to je neko dogajanje v Sloveniji. Smo namreč Ekologi brez meja tudi člani gibanja Break Free from Plastic. Kaj pa si zasledil, da se dogaja na mednarodni ravni glede te plastike in nasploh embalaže za enkratno uporabo? So kakšni trendi, smernice na tem področju? No, ena zadeva, ki nas zelo veseli, je, da smo se odločili, da rabimo tudi svetovno konvencijo o plastiki, torej o plastičnem onesnaževanju, pa če je to v začetnih fazah, torej ko šele pridobivamo surovino za plastiko ali v končni, ko imamo odpadke. Po drugi strani tudi vidimo po drugih državah nekaj zelo zanimivih, ambicioznih idej, ki jih v Sloveniji nismo prevzeli. Naprimer imajo kvote oziroma cilje za določen delež, naprimer embalaže pijač, ki mora biti ponovno uporabljiva, pa imajo cilje po večjih letih, da jih počasi višajo, celo Romunija, si ne bi mislil. Potem imamo cilje za samo preprečevanje, torej za zmanjševanje količin odpadkov, česar tudi v Sloveniji še nimamo. Tako da je vedno več enih primerov dobrih praks iz različnih koncev sveta in Evrope in naša prizadevanja bo šla v to smer, da se vejo tudi Slovenija čim bolj ambiciozna in se čim prej iznebimo te nesnage. Za zaključek pa morda še, da razjasniva, zakaj se sploh gremo v ta cirkus, zakaj je to pomembno, kaj takšni odpadki povzročajo ali v naravi, ali na odlagališčih, v sežigalnicah, zakaj se sploh ukvarjamo s tem? Ja, z njimi se ukvarjamo predvsem z izdelki za enkratno uporabo in med njimi najdemo največ plastičnih, ampak kje jih najdemo? Najdemo jih v naravi. Ko smo delali analize obal po celi Evropi in pogledamo, katerih vrst odpadkov je največ, plastika vedno dominira. Seveda niso samo embalaže pijače, tudi neke ribiške opreme in podobne stvari. In to je tisti glavni cilj, zakaj smo se tudi na evropski ravni odločili, da bomo sprejeli direktivo in prepovedali določene izdelke, ker želimo do leta 2030 vsaj razpoloviti količine teh odpadkov, ker povzročajo ogromno gospodarsko škodo ribiškemu sektorju, naprimer, gospodarsko škodo nam v smislu, da mi plačujemo več davkov, zato da potem komunale čistijo za nami v resnici. Vsi smo najbrž videli kakšne slike ali pa videe mrtvih ptičev, mrtvih morskih sesalcev, ko se ujemajo, dušijo in podobno, ker pač mislijo, da je hrana, ampak požrejo neko vrečko ali pa karkoli drugega. Tako da, če še to ni dovolj, nažalost so še slabši učinki, ker vedno bolj nam je jasno, da šibko vezane snovi v plastiki se sproščajo v okolje in okolje so tudi naša telesa. Tako da veliko raznih plastičnih aditivov smo našli tudi v Sloveniji, v naših telesih, tudi mi smo tako raziskavo delali in nažalost je med njimi veliko hormonskih motilcev, zadev, ki imajo implikacije za raka, za motnje pri razvoju otrok, koncentracijo. Situacija je alarmantna, zato želimo čim prej ukrepati in se znebiti izdelkov za enkratno uporabo, kjer je to smiselno seveda. Tako, in marsikaj lahko naredimo tudi sami. Že o tem vplivu na zdravje smo govorili že v prejšnji epizodi, prav posebna epizoda bo tudi posvečena tej temi, ker v bistvu ne moremo ločiti okolja od naših teles, od našega zdravja, zato se toliko o tem pogovarjamo. Več konkretnih nasvetov, kako lahko nakupovati z manj embalaže, kaj je res pomembno, boste dobili na našem Instagram profilu Ekologi brez meja, tako da vabljeni k spremljanju in sledenju. Za konec pa Jaka, vprašanje še zate. Torej, kje ti kupuješ z lastno embalažo, kaj kupuješ, da nam daš malo navdiha in idej tudi za naše gledalke in gledalce? No, ena taka zadeva so seveda nakupi pri kmetih, kjer vračam embalažo od jajc, od steklenice ali pa kozarci za skuto, naprimer, in podobno. Nekatere sere, potem tudi tele kapsule za zobe umivati, kako bi rekel, tablete za zobe. To se tako čudno sliši. Pač ni zobna pasta, ampak je v suhi obliki. Tudi priporočam za potovanja, ker se res lepo spakira. Potem šampone. Dokler v bistvu se potrudim tudi za detergente,
dokler smo imeli v Ljubljani te brezembalažne aparate, je bilo to precej lažje, ampak na srečo imamo več ponudbe še vedno. To pa po moje to. Kje pa nakupuješ? Je to omenil si kmete, je to zgolj na kmetijah ali nam daš konkreten napotek, kam in kako, glede na to, da si iz Ljubljane? No, seveda, neki so tržnice redne, ampak tudi več take izbire, ne glede na kje smo, da smo v Ljubljani ali skje drugje, lahko vidimo na portalu Manj je več, kjer je tudi prav karta trgovin, kjer se da določene izdelke, vse izdelke kupiti z manj ali pa brez embalaže. In lahko malo pogledamo, kaj se da kje dobiti. Potem razni zeleni zabojčki, take zadeve so tudi lahko primerne. Nekatere, kako rekel, diskontne trgovine ob samih tovarnah ponujajo ponovno polnjenje. Nekatere aparati so za kozmetiko na primer na voljo in vse to v resnici najdete na portalu Manj je več, poleg karte za ponovno uporabo, second hand, centre ponovne uporabe, Mojstre, vse na enem mestu. Odlično, in na enem mestu zbiramo informacije tudi Ekologi brez meja, vabljeni, da nam sledite še naprej, in ker je to zadnja epizoda v letu 2022, vam lahko zaželiva samo eno srečno, mirno in čim bolj okolju prijazno leto 2023.